Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Brata Grimm sta spisala ogromno pravljic, ki so bogatile tudi moje brezskrbne otroške dni. Ena izmed njunih ikoničnih pravljic nam predstavi požrešnega volka ter mamo kozo s svojimi 7 kozlički. Verjamem, da že poznate to pravljico, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod presa slovitih nemških pravljičarjev, bratov Grimm, z naslovom Volk in 7 kozličkov. Nekoč je živela koza, ki je imela 7 kozličkov. Imela jih je rada, kakor ima vsaka mati rada svoje otroke. Nekega dne se je koza napotila v gozd, da bi jim prinesla hrano. Preden je odšla, je poklicala k sebi vseh 7 kozličkov in jim rekla: Dragi otroci, jaz grem v gozd, vi pa bodite pridni in se varujte volka. Ne odpirajte mu vrat, sicer vas bo požoril s kožo in kostmi. Ta malopridnež vas bo morda skušal preslepiti z raznimi zvijačami, vi pa ga boste lahko spoznali po hripavem glasu in črnih šapah. Kozlički so obljubili: Kar brez skrbi pojdi, draga mamica. Volka se bomo že znali paziti, verjemi, ne bomo mu odprli vrat. Koza je zameketala v slovo in se mirno napotila v gozd. Volk, ki se je klatil v bližini, jo je videl odhajati, ter je počakal, da se je oddaljila. Če me moj volčji nos ne vara, se bom kmalu gostil z mladimi kozlički, je zarenčal in se obliznil. Priplazil se je pod okno kozje hišice in pogledal vanjo. Videl je kozličke, kako se veselo igrajo in skačejo. Ker ni mogel premagati požrešnosti, je takoj potrkal na vrata. Kdo je? So vzkliknili kozlički. Jaz sem, je odgovoril volk z meketajočim glasom. Odprite, dragi otroci, vaša mamica se je vrnila in vam prinaša nekaj zelo, zelo lepega. Toda kozlički so po hripavem glasu takoj spoznali, da ne trka njihova mati, ampak volk. Ne bomo ti odprli, so zaklicali v en glas. Ti nisi naša mamica. Njen glas je nežen in mehak, tvoj pa je grob in hripav. Vemo, kdo si, ti si volk. Volk je odšel z dolgim nosom, kozlički pa so nadaljevali igro veseli, da so ga ukanili. Toda bridko so se motili, če so mislili, da bo volk lahko tako opustil svojo namero, da jih požre. Glas me je izdal, je godrnjal čepec za grmom. Torej se bo moral potruditi, da bo mehkejši in nežnejši. Tedaj se je spomnil, kako je mogoče s kredo omiliti glas. Držite se, kozlički, je zaklical, veselec se že vnaprej in nemudoma odhitel v bližnjo vas, kjer je planil v najbližjo trgovino. Daj mi kos krede, je zarohnil na prodajalca. Samo hitro. Ubogi prodajalec se je tako ustrašil, da mu je pri priči dal celo škatlo krede, samo da bi se čim prej odkrižal volčje nadloge. Brž ko je prišel volk iz vasi, je sedel pod grm in pojedel nekaj koščkov krede. In res, glas mu je naenkrat postal tako čist, mehak in nežen,
da ga niti sam ni mogel spoznati. Tokrat jih bom pa okanil, je vzkliknil in se spet priplazil k kozji hišici. Odprite, dragi otroci, je rekel in potrkal na vrata. Vrnila se je vaša mamica in vam prinesla nekaj zelo, zelo lepega. Tokrat so vsi kozlički pohiteli k vratom, ker se jim je zdel glas mehak in nežen, natanko tak, kakor še ni bil mamin. V zadnjem trenutku pa se je eden izmed njih spomnil in skliknil. Čakajte, kaj ne veste, kaj nam je rekla mama? Preden odpremo vrata, naj nam pokaže šapo in le, če je bela, ji bomo odprli. Drugi kozlički so se takoj strinjali s tem modrim nasvetom, zato so zaklicali skozi vrata. Položi najprej šapo na okensko polico, da vidimo, ali si res naša mama. Volk se je zmotil in pokazal šapo, kozlički pa so v grozi videli, da je črna. Ne bomo ti odprli, so vzkliknili v en glas. Ti nisi naša mama. Njena šapa je bela kot sneg, tvoja pa je črna. Ti si volk. Tokrat se je volk tako razjezil, da bi se bil najrajši požrl. Končno se je malo pomiril in si začel izmišljati novo zvijačo. Ko se je domislil, kaj mora storiti, se je še enkrat napotil v vas. Tokrat se je oglasil pri Peku. Na pragu pekarne je napravil bolesten obraz in začel tarnati. Dobri Pek, nogo sem si ranil in ker testo blaži bolečine, sem prišel, da mi obložiš šapo z malo testa. Samo toliko, da me ne bo več bolela. Peku ni dalo srce, da bi ga zavrnil, marveč mu je rekel. Ne zaslužiš, da ti pomagam, stari grešnik. Ker pa je treba vsakemu nesrečniku pomagati, tudi tebe ne morem zavrniti. In pokril mu je šapo s testom. Hvala ti, tega ti ne bom nikoli pozabil, je rekel volk z zahrbtnim sijajem v očeh in odšepal iz pekarne. Zdaj pa, je razmišljal na poti iz vasi, moram pohiteti, da si posujem šapo z moko, dokler se testo na njej ne posuši. Pri mlinarju se oglasim. To lahko opravim spotoma, od mlina do kozje hišice pa ni daleč. Tako si vsaj ne bom umazal šape. Samo pohiteti moram, da pridem, preden se koza vrne iz gozda, drugače bo ves moj trud zaman. Ko je prišel do mlina, je močno potrkal na vrata. Mlinar jih je brž odprl in presenečen zagledal pred seboj volka. Ne buli vame tako neumno, se je zadrl volk na starca. Marč vzemi prgišče moke in mi z njo posuj šapo, samo pohiti. Tale gotovo kuje kaj podlega, je pomislil starec, ko je neodločno stal pred pritepencem. Pohiti, mlinar, dokler te še nisem požrl s tem predpasnikom vred, je zarohnil volk na mlinarja. Mlinarju ni kazalo drugače, kakor da ustreže volku in posul mu je šapo, da je bila bela kot sneg. Ne da bi se mu le z besedico zahvalil, je volk zdirjal iz mlina. Ko se je tretjič priplazil k kozji hišici, je potrkal na vrata in rekel. Odprite, dragi otroci, vrnila se je vaša mamica in vam prinesla nekaj zelo, zelo lepega. Tedaj so kozlički zaklicali. Pokaži najprej šapo, da vidimo, ali si res naša mama. Volk je brž položil šapo na okensko polico in ko so kozlički videli, da je bela kot sneg, so verjeli, da se je vrnila njihova mama. Odprli so vrata in volk je planil v hišico. Na smrt prestrašeni so se kozlički z obupnim meketanjem razbežali na vse strani
in iskali, kam bi se skrili. Eden je zlezel pod mizo, drugi pod posteljo, tretji v omaro, četrti je stekel v kuhinjo, peti se je skril pod korito, šesti v pečico, sedmi, najmlajši, pa je skočil v veliko stensko uro. Volk je stal nekaj časa na pragu, nato pa kriknil: "Zaman se skrivate, vse bom polovil!" Skočil je k mizi, posteli, omari, pečici in koritu, potem pa se je pognal še v kuhinjo. Našel je vse, razen najmlajšega kozlička, ki se je skril v stensko uro in ki ga ni mogel najti. Ker pa je bil že tako sit, da ga ni več hotel iskati, marveč se je zleknil v bližini hišice pod drevo, da bi se po obilni gostiji malo odpočil in glasno zasmrčal. Kmalu potem se je vrnila tudi koza. Že spotoma je zaslutila, da je doma nekaj narobe. Postajala je vse bolj nemirna, nato pa jo je prevzel strah, da se je otrokom pripetila nesreča. In pohitela je domov, kar so je nesle noge. O, groza! Na stežaj odprta vrata so že vdaleč potrdila, da se ni zmotila. Ko je stopila čez prag, je srce okamenelo. Miza je bila prevrnjena, stoli in klopi pa razmetani po tleh. Korito je bilo razbito, posteljnina potegnjena s postelj in perje raztresano na vse strani. V kuhinji je ležala razbita posoda, razmetana po tleh. Vrata omare so bila na stežaj odprta, igrače njenih malčkov pa so ležale naokrog pohojene in polomljene. Kozi je bilo zdaj jasno, kaj se je zgodilo. In vendar je še vedno upala, da morda ni vse izgubljeno in da je vsaj ta ali oni njenih dragih kozličkov ušel po žrišnemu volku. Toda ves njen trud je bil zaman. Našla ni nobenega izmed svojih 7 kozličkov. Ko pa je že povsem obupala, se je razlegal od nekod tanek, pritajen glas. Mamica draga, jaz sem v stenski uri, pomagaj mi. Noge so mi odpovedale od silnega strahu, pa ne morem zlesti iz nje. Koza je skočila k uri, potegnila ven svojega ljubljenčka in ga privila k sebi. Potem, ko si je kozliček opomogel od prestanega strahu, je povedal mami, kako je prišel volk prvič in kako so ga spoznali po hripavem glasu in mu niso odprli. Potem je povedal, kako je prišel drugič in da je bil njegov glas čist, mehak in nežen, toda izdala ga je črna šapa. In naposled, kako je prišel tretjič, ko mu je bil glas čist, mehak in nežen, šapa pa bela kot sneg, da so vsi mislili, da se je vrnila mama in odprli vrata. Pri tem je kozliček glasno zastokal in nadaljeval. Potem je volk planil v hišico in požrl vse moje bratce. Tedaj so se tudi stari kozi ulile solze, odšla je iz hišice, da bi dala duška svoji bolečini, kozliček pa je skakljal za njo. Ko sta prišla do drevesa, pod katerim je spal volk, je koza naenkrat opazila, da se v njegovem ogromnem trebuhu nekaj premika. Novo upanje je prevzelo kozino srce in pošepnila je kozličku. Steci domov in prinesi moje velike škarje, šivanko in sukanec. Kar zdi se mi, da so v trebuhu tega zlikovca še živi kozlički. Kozliček je stekel kot veter in se takoj vrnil z velikimi škarjami
šivanko in sukancem. Koza se je urno lotila dela. Komaj je razparala volku trebuh, je en kozliček pomolil glavo iz njega. Koza je še naprej parala volčji trebuh in tako so iz njega skakali kozlički drug za drugim, dokler ni skočil še zadnji. In čudno, vsi so bili živi in zdravi. Zavladalo je splošno, nepopisno veselje. Kozlički so tekali okrog svoje mamice, jo objemali in poljubljali, dokler jih ni opozorila. Dovolj, otroci. Rajši poiščite tot okrog debele kamne, da bomo temu malo pridnežu napolnili trebuh z njimi in mu ga spet zašili, dokler še spi. Kozlički so se takoj razbežali na vse strani in kmalu so natlačili v volčji trebuh toliko kamenja, da je komaj šlo van. Koza je vzela šivanko in sukanec in volku zašila trebuh, potem pa se je s kozlički skrila za grm, da bi videla, kaj bo. Ni trajalo dolgo, ko se je volk zbudil in se šel v bližnji vodnjak napit vode, ker mu je kamenje v trebuhu zbudilo hudo žejo. Ko je začutil, kako se mu kamenje pri hoji kotali po trebuhu, je začudeno zamrmral. Kaj neki se kotali v mojem trebuhu? Kot da bi se najedel kamenja, ne pa kozličkov. Ko je prišel do vodnjaka, se je sklonil, da bi pobral vedro, toda kamenje v njem se je prevalilo in ga potegnilo v vodnjak. Ko so kozlički to videli, so prihiteli iz svojega skrivališča in se veselili. Potem so se prijeli za roke in skupaj z mamico zaplesali okrog vodnjaka. Ja. Konec dober, vse dobro. Uboga mama koza. Še dobro, da se je najmlajši kozliček zelo dobro skril, nato pa pomagal mamici pri iskanju in reševanju svojih bratcev in sestric. Verjamem, da kozlički še danes srečno živijo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim znanim pravljicam bratov Grimm, kot so Motovilka, Obuti maček ali Sneguljčica in 7 palčkov. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in uživate v pravljičnem svetu mojega knjižnega kotička. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi mame Koze, prikupnih kozličkov ter volka. Čau, čau! A ti volk ti, ja.